Dragi gledalci, drage gledalke televizije Exodus, lepo pozdravljeni. Danes imamo v studiu gospo Branko Ožek, zdravnica, in pa gospa Zvonka Erce. To sta dve voditeljici molitve in življenja. Delavnice molitve in življenja je začel Ignacio Larrañaga, Španc, Bask. Rojen je 1928. leta v Aspesiji, to je blizu Loyole, kjer je pred 4 stoletji bil rojen nek drug veliki človek, Ignacij Loyolski. Ignacio Larrañaga je postal duhovnik, odšel je v misijone, kjer so Španci imeli tam misijonsko delovanje. Tako je v Santiagu začel z veroukom, veliko je učil in potem je videl, da se mnogi naučijo veliko stvari o cerkvi, veliko stvari o zakramentih, vedo vse, nimajo pa osebnega izkustva z Bogom. In to je prav v delavnicah molitve in življenja poudarjeno, to osebno izkustvo z Bogom, in to je tisto, kar prinaša tudi sadove. Tako mislim, da se obe s tem strinjate, kar sem povedal zdaj na začetku. Tako je res. Seveda. Torej je tisto osebno izkustvo tisto, ki prinaša nekaj novega v življenju. Je za vas tudi bilo to? Ja, res je. Prav ta osebni odnos, ki ga vzpostaviš, ko si udeleženec delavnic molitve in življenja, je v bistvu tista dragocenost, ki vodi tvoje življenje na en tak nivo, da čutiš, da nikoli nisi sam. Jaz sem se srečala z delavnicami pred 16 leti, 2009. leta sem prvič obiskovala delavnico. Takrat sem že bila v poklicu, zdravnica v intenzivni enoti, žena, mama, z veliko obveznostmi, in se mi je zdelo na trenutke, da mi preprosto zmanjkuje moči za vse tisto, kar je življenje, pa tudi okolica od mene pričakovala. Sem sicer živela z Bogom eno tako povezanost, ki pa ni bila tako globoka, pa tudi nestalna. In sem v bistvu pogrešala nekaj, kar bi mi dajalo tisto trdnost in eno tako gotovost, da tudi če bo kaj v življenju narobe, tudi če vse ne bo šlo tako, kot je potrebno, da to ne bo neka tragedija, ki je ne bi mogla preživeti in prenesti. In takrat, ko sem jaz začutila, da nekaj res potrebujem, sem imela srečo, ali pa verjamem, da je to bilo eno tako božji dotik, da so bile delavnice v sosednji župniji in smo se jih s prijateljicami udeležile. Meni so delavnice res takrat odprle nova obzorja. Prvič sem se srečala poglobljeno s Svetim pismom, da sem ga začela redno prebirati, pa ne samo prebirati, ampak tudi, da sem v Svetem pismu, v teh odlomkih, dejansko vsak dan našla nekaj, kar meni Bog govori. Jaz sem sicer molila redno, tudi prej že, ampak to je bila enostranska molitev. Jaz nisem znala prisluhniti, kaj Bog želi meni povedati. In v delavnici sem se tega dobesedno naučila. To je težko, ne? Ja, na začetku je težko, zato pa so delavnice tako čudovito zasnovane, da je to en program, ki poteka skoraj 4 mesece. In to je ravno tista učna doba, ko nekaj postane tvoje. Ko nekaj počneš vsak dan, postane nekaj tvojega, se ti zasidra v srce. Kdaj je bilo to? Leta 2009 sem se prvič srečala. In ko smo končali to delavnico, smo potem prosili, da smo imeli še eno naprej, ponovno.
ki mi je dala res eno tisto potrditev, da je to tista duhovnost, v kateri sem našla odgovore na svoja življenjska vprašanja. Potem sem bila povabljena v šolo za voditelje. Kljub temu, da sem imela toliko obveznosti, sem čutila, da je to eno tako dodatno poslanstvo, v katerem bom sicer dajala to, kar sem prejela, ampak hkrati prejemala dodatno eno tako moč, gotovost in preprosto človek vedno najde čas za tisto, kar da na prvo mesto. Kako dolgo trajajo te delavnice? Mislim, kako... Jaz sem se udeležila delavnic za odrasle. To je delavnica enkrat na teden? Tako. Delavnica za odrasle v bistvu poteka 15 tednov. Na začetku je eno tako uvodno srečanje, v katerem spoznamo, kaj delavnica je, kako bojo srečanja potekala, in potem se srečujemo enkrat tedensko po 2 uri, 14krat. Po 2 uri? Po 2 uri. Tako. Pa vam ni manjkalo časa? Celo dežurstva sem zamenjala, da sem lahko šla. No. Tako, res je, kjer človek išče, Bog daje milost in odpira vrata. Tam, ko se vrata zaprejo, se okno odpre. Tako da Bog rešuje. Ko ste prej rekli, da ste imeli zelo napet urnik za veliko stvari, potem pa še delavnice. Ja, prav res. V bistvu sem začutila, takrat, ko sem prvič na delavnicah bila, da v bistvu ogromno prejemam in da mi ta duhovnost, ta povezanost z Bogom, ki je potem preko Božje besede, ki mi je vsak dan nekaj govorila za moje življenje, v resnici postavila drugačen temelj. Čas je bil za družino, za službo in za Boga. Tega Boga jaz pred delavnicami recimo nisem znala na tako mesto postaviti v mojem življenju, kot sem potem videla, da je bilo to za mene zelo dobro. Kaj pa gospa Zvonka? No, jaz sem pa, ko sem bila stara 27 let, začutila, da nekaj v mojem življenju manjka. In takrat sem videla oznanilo, da bratje Kapucini vabijo mlade na romanje v Asizi. Sem se priključila tej skupini in takrat sem zvedela, da bo v septembra potekale te delavnice molitve in življenja v Štepanji vasi, ki sem se jih potem udeležila. In moram reči, da so me res delavnice tudi mene prepričale, predvsem s to svojo sistematičnostjo. In sicer Ignacio je vedno poudarjal, ustvarite red, ohranite red in red bo ohranil vas. In resnično je vedno potekala po enem konceptu, se to bo verjetno Branka potem tudi razložila. No in tukaj smo spoznavali in Božjo besedo, potem ta oznanila, ki so nas posebej nagovorila, in potem tudi seveda molitveni način. Jaz sem nekje začutila, da mi nekaj manjka, da imam vse, ampak nekaj mi manjka, in to je bil resnično Bog, ki mi je manjkal. In sem tukaj prijela to, ne samo to, da sem se naučila, kako vstopati v odnos z Bogom, ampak predvsem to, kako potem tudi to prenašati v življenje. In resnično se je takrat začelo pri meni odpirati v življenju. Takrat sem se še zelo iskala, nisem imela, kje je moja pot. Ali je kot mati, kot žena ali kje drugje. In takrat sem nekje prepoznala, da je moja pot v tem, da se poročim in da imava z možem skupaj otroke, kar se mi je potem tudi resnično zgodilo. Gospod je tudi očitno potrdil to mojo željo. No in ja, preko delavnic molitve in življenja sem pa resnično prijela ogromno. Če rečem, da je molitev dejansko tako kot kisik, ki ga rabiš za dihanje, resnično mi pomaga zato, da lažje sprejemam stvari, ki se mi dogajajo v življenju, in potem tudi resnično jih izročam, kadar ne zmorem sama, kadar ne zmorem določene stvari predelati, pa enostavno tudi doma so ugotovili, da enostavno se drugače obnašam, da nam gre v življenju tudi lažje. Se pravi, da je vsak dan drugačen,
potem po molitvi? Sigurno. Že od malega so nas tudi učila, ne? Začni z Bogom, vsako delo pa bo dober tek imelo in resnično in tudi Mati Terezija 1 uro prej, preden je šla potem v poslanstvo, je vsak dan namenila Bogu, molitvi in resnično tudi mi imamo te svete pol ure, ki jo pač največkrat zjutraj izpeljamo. Odvisno tudi lahko pa kdo tudi v kakšnem drugem delu dneva in dejansko gre za en sveti čas, ko ti dejansko se umiriš, se pogovoriš, meditiraš in dejansko greš s temi besedami, s to molitvijo potem v dan in potem je dejansko v dnevu potem mnogo lažje. Kako to izgleda? Ja, jaz zjutraj najprej, ko se zbudim, začnem z jutranjo molitvijo. Gospod, v tišini nastajajočega dneva, te prihajam prositi za mir, modrost in moč. Danes hočem na svet gledati z očmi ljubezni, biti potrpežljiv, razumevajoč, ponižen, blag in dober. Videti tvoje otroke skozi onkraj videza in tako naprej. Tako da dejansko grem s to molitvijo in potem pa naprej. Ja, ampak to traja pol ure, ne? Ja, pol ure, svete pol ure, kdaj tudi več, kdaj pa mogoče tudi, pri meni se kdaj tudi zgodi, da razdelim, naprimer zjutraj vzamem Božjo besedo, jo premeditiram, potem pa molitveni način, pa potem v drugem delu dneva. Dobro, to bomo še potem malo bolj razglabljali. Kdaj ste se prvič srečali z delavnicami molitve? To se pravi takrat v Assiziju, leta 1994, ko sem šla, takrat je Ignacij, so nam povedali, tudi takrat je bil brat Štefan Kožuh, je v tistem letu dejansko srečal v Assiziju eno sestro Leticijo, ki mu je povedala za to vrsto služenja, za to vrsto evangelizacije. Potem so bratje Kapucini imeli to sami v Vipavskem križu najprej. Prevedli določene molitve, iz španščine je bilo seveda treba prevajati. No, potem pa so septembra 1994 so bile pa redne delavnice, ki so začele potekati v Sloveniji. V Štepanji vasi pa še na parih drugih krajih. To jih je seveda takrat imel Štefan Kožuh in bratje Kapucini, so to takrat vodili. Potem smo pa, nas je bilo 12 bodočih voditeljev, ki smo se dejansko želeli izobraziti še za te delavnice. Smo šli v šolo oblikovanja, ki jo je vodil Štefan Kožuh v Vipavskem križu in potem smo bili poslani. Se pravi, vi ste ena izmed začetnic, ki so prišli v stik z delavnico molitve in življenja v Sloveniji. Tako je. Tako. Jaz sem v bistvu takrat bila res v tisti prvi skupini, ko smo bili novi voditelji poslani, laiki, ki smo bili poslani. Torej ste starosta. Ja, seveda. In poznate stvari tako skoraj da z prve roke. Ja, res. Ste kdaj srečali ustanovitelje Ignacija? Večkrat, osebno. Leta 96. oktobra nas je 12 bodočih voditeljev, nas je Štefan Kožuh peljal v Asizi, kjer je Ignacio Larrañaga imel duhovne vaje, za duhovne vaje srečanje izkušnja Boga v Assiziju. In takrat torej 12 bodočih voditeljev je šlo in Štefan Kožuh nam je prevajal. Tako da takrat smo prvič srečali osebno Ignacija Larrañaga. In potem je bil Ignacio Larrañaga prišel tudi v Slovenijo, mislim, da 3-krat. In potem seveda tudi mi smo bili v Assiziju, tako da jaz sem se z njim, mislim, da srečala 6-krat sigurno. Ne bom pa pozabila leta, to se pravi 2012, ko smo bili v Assiziju na tednu Viška, ki ga je, to se pravi, priredil pa organiziral za nas voditelje.
in pri zadnji maši sem imela to srečo, da sem bila celo v bližini njega pri pozdravu miru in sprave. Je osebno, on se je zelo rad objemal in dejansko dajal blagoslove in sem bila tudi ta srečnica, ki sem ga takrat prijela osebno, tako čisto preko njegovih rok. No, tako da, ja, res. Mi je to zelo veliko pomenilo tudi takrat, ko smo seveda se naša družina povečevala, nisem tako redno bila tudi na vseh teh dogodkih, no, ampak vseeno pa me je pa to vedno znova nagovarjalo in zato sem še zmeraj tudi tukaj noter. Ja, kakor vemo, Ignacio Larrañaga je prvo začel z temi duhovnimi vajami, ki so bile nekako pojdi na globoko, ozri se v sebe. Potem je pa videl, da se mnogi niso mogli udeležiti tega, ker je to duhovne vaje so bile več dni zaporedoma in je začel z tem novim načinom v vsakdanjem življenju nekaj ur, 2 uri, potem je se to kar ustalilo, postavili so določene točke, zdaj za delavnico molitve in življenja. To je 15 srečanj, koliko 14? Tako, mogoče lahko sem še rečem to, da sem tudi jaz srečala brata Ignacija Larrañago ob zadnjem obisku v Sloveniji 2011, ko je vodil srečanje Izkušnja Boga, on osebno v Celju. In tudi jaz sem bila ena od srečnic, ko smo bili v dvigalu skupaj z Sarito, ki ga je spremljala in me je tam objel in mi je bilo to tako res eno tako dragoceno darilo. Sem ga pa tako doživljala, ko sem ga poslušala tam na tem za mizo, ko nam je govoril s takim žarom, tako energično, star gospod, me je tako spominjal, da sem rekla, tak je bil pa verjetno Mojzes takrat, ko je boril se z izraelskim ljudstvom, da bi ga poslušali. Tako prav tako sem ga doživljala. Ja, drugače delavnice, v bistvu so se rodile resnično iz potrebe laikov. Želeli so, hrepeneli so po Bogu, po globljem odnosu z Bogom. In brat Ignacio je odgovoril na te potrebe sveta v resnici. Takrat leta 1984, ko je potem zbral laike in jih zelo na hitro oblikoval, naredil tudi prvi ta priročnik. Zdaj trenutno imamo takšnega po celem svetu, priročnik za voditelja, po katerem vodimo delavnice. Takrat je bil na začetku, so bili zametki, ampak to je res šlo eksplozivno. Ljudje so bili željni Boga in ene duhovnosti, ki bi jim pomagala živeti. Kaj ta priročnik morate videti na pamet vedeti? Ne, nimamo. Znamo ga na pamet, poznamo ga pa zelo dobro in ga uporabljamo pri vodenju delavnic. Zakaj imamo priročnik voditelji? Zato, ker če bi vsak voditelj vodil delavnico, čez 3-4 leta bi bila to delavnica po njegovo. To je pa zagotovilo, da se vzdržuje tista duhovnost, kakršno je začrtal naš ustanovitelj. Ignacio Larrañaga je napisal ta priročnik? Tako, ja. To je iz 84. leta? V bistvu je zdaj se malo posodobil, ko je brat Ignacio umrl, pač odšel v očetovo hišo, je nekaj stvari dodanih v zvezi z njim, sicer pa je to priročnik, ki je že dolga leta nespremenjen. Tako. In je po celem svetu enak. Drugače delavnica, če povem, pač delavnica za odrasle, ki sta rekel, da 2 uri, da je to pa veliko časa, ne? V redu, v resnici je 2 uri čas, ki tako hitro mine, da vsi udeleženci ponovadi rečejo, že konc. Pa tudi teh 15 srečanj na koncu tako hitro mine, ko se ozirajo nazaj, da rečejo, zelo hitro je minilo. V bistvu je to, te delavnice molitve in življenja so na nek način ene duhovne vaje, ki jih ti v svojem življenju živiš. Obstaja izkušnja Boga, seveda, še vedno, kljub temu, da brata Ignacija ni več. V Sloveniji jo vodi vsako leto naš brat Štefan Kožuh,
Tako da lepo povabljeni tudi gledalci vsako leto v juliju v Kančevcih pri bratih Kapucinih. Lepa priložnost za čudovite duhovne vaje in je to dejansko program, ki je tudi sicer v delavnici. Ves program, v delavnici gremo pa počasi to skozi in bolj skozi življenje. Cel teden eno temo obdelujemo, ne? Tam je v enem tednu, v enem dnevu ogromno stvari, tukaj pa lepo gremo počasi. Sama delavnica, te dve uri, je pa razdeljena tako, da je nekako sistematično, približno enako. Se pravi, vsaka delavnica ima svojo temo, se ne ponavljajo teme. Na začetku gremo spoznavati Boga, Očeta, ki nas ima rad. In ugotavljamo, da marsikdo od udeležencev, sploh starejši ljudje, včasih rečejo, nisem do zdaj nobenkrat tako globoko dojel, da je Bog tisti, ki me ima rad. Ves čas sem ga doživljal kot nekoga, ki me samo kontrolira, ki me bo kaznoval, če ne izpolnjujem njegovih zapovedi, nisem pa doživljal Boga kot enega ljubečega očeta, ki mi želi dobro, ki skrbi zame, ki me objema takrat, ko je meni težko, ko me zadene neka bolezen, ki je ne morem premagati, ki jo bom nosil leta. Potem gremo naprej in spoznavamo, da če Bog ljubi vsakega človeka, sem tudi jaz povabljen k temu, da ljubim svoje brate in sestre. Potem v tretjem srečanju postavimo temelje vere, v četrtem se srečamo z Marijo. Ona je hodila vse poti, ki jih hodimo tudi mi. Zgubila je tudi svojega otroka. In jo srečamo kot res priprošnjico v vseh človeških težavah. In na srečo še vedno hodi nazaj na svet. In nas spodbuja, da preko molitve gremo k njenemu sinu nazaj. Potem gremo skozi izročitev v dveh srečanjih, v 5. in 6. Ko se učimo izročiti Bogu tisto, kar presega naše zmožnosti. Mi se učimo truditi se, spremeniti stvari, dokler se da. Vse razpoložljive moči usmerimo v to, da bomo nekaj bolezen ozdravili, da bomo kontrolirali, ampak ko ne gre, to izročimo Bogu. In neha to biti za nas neka huda frustracija. V 6. srečanju, tudi tako zelo pomembno srečanje, pa v bistvu v celem tednu pred srečanjem gremo skozi naše celo življenje. In se spominjamo stvari, ki so za nas bile boleče, ki jih še vedno naš spomin ohranja in jih včasih tudi podoživljamo. Tako glede svojih prednikov, glede samih nas sebe, kakšni smo, kakšne lastnosti imamo, potem v odnosu do drugih ljudi, na nek način pospravimo nekaj, kar je bilo do tega trenutka. In vse tisto, kar je bilo boleče, zapišemo na list papirja, ki ga prinesemo na 6. srečanje, kjer potem te liste zažgemo. Zanimivo. Ja. Tako bi rada povedala, ljudje odpustimo, pa želimo pozabiti. Pa recimo nekaj na papir zapišemo s svinčnikom, pa to poradiramo, ampak sled svinčnika še vedno ostane. Mi pa s tem, ko nekaj damo, res da ogenj použije vse tiste naše probleme, vse tiste naše bridkosti, vse rane, konec koncev, jih Bog obveže, to prepustimo njegovi volji in pozabi. Potem v 7. srečanju se ozremo nazaj, od 8. naprej pa gremo na globoko, ker zakaj ne moremo iti že na 1. srečanju na globoko? Zaradi tega, ker se nismo še pripravljeni ustaviti, prepoznati tega, da je treba resnično ustaviti se v tem našem hitenju, ki ga imamo vsak dan v službi, doma, človek non-stop hiti in je poln vsega in preprosto, če se ne ustavi, nima niti priložnosti Bog, da bi se ga dotaknil. Bog je vedno pripravljen, da se me dotakne, ampak jaz nisem sposobna tega.
Tako da od 8. srečanja gremo pa na globoko, do kontemplativne molitve, do molitve sprejemanja, molitveni način, ki ga bomo danes tudi živeli. In potem nas Jezus, potem ko postane naš pravi prijatelj in ko je naša povezanost z njim globoka, nas začne spreminjati, da bi postajali njegov odsev v svetu in se potem obračamo do sester in bratov. In potem končamo z zadnjim srečanjem, ki je krona delavnice, to je puščava, tako imenovana, ko gremo v en samostan ponavadi, kjer smo 4 ure v tišini, sami z Bogom, in je za večino udeležencev to ena prva taka izkušnja, da so toliko časa nekje odmaknjeni in imajo čas, da se odprejo Bogu, da jim Bog lahko spregovori. Tako da molitveni načini so v vsakem srečanju. Zakaj rabimo veliko molitvenih načinov? Zaradi tega, ker smo mi vsak dan mogoče malo drugačni. Zjutraj drugačni kot zvečer, pa mogoče pred enim tednom drugačni kot danes, pa pred 10 leti še drugačni kot danes. In to, da poznamo več načinov, kako se lahko odpremo Božjemu delovanju, Božji milosti, to je v bistvu ta molitveni način, ki se ga učimo. In jih skozi delavnico spoznamo 14. Dragoceno, ker enim ljudem odgovarjajo eni bolj, drugim drugi, ponavadi pa zberemo ene 3, 4, ki nam ostanejo pa tako ena taka stalnica. Ja, kako pa izgleda to srečanje? Srečanje. V uvodnem delu najprej se umirimo, pokličemo Svetega Duha, potem pregledamo, kako je potekalo teden nazaj, to se pravi, kakšna izkustva so imeli udeleženci v tem tednu, ki so ga pač preživeli. Potem gremo na Božjo besedo, ki je usmerjena na temo, ki jo pač obravnavamo. Potem zopet podelimo kakšno misel, ki se nas je posebej dotaknila, oziroma tem, kaj Bog mene, kako me je nagovoril preko teh besed. Potem pa prisluhnemo oznanilom, to je pa v bistvu vsebina, ki jo je pač Ignacio Larrañaga napisal v svojih številnih knjigah. Tukaj pa seveda na posamezno temo, dejansko je izluščil to vsebino in jo mi to preberemo, to oznanilo, ali pa poslušamo preko posnetega, brat Štefan Kožuh je to stvar tudi posnel. No in potem, po tem oznanilu pa sledi najpomembnejši del, to je pa razlaga molitvenega načina in potem pa tudi živimo potem ta molitveni način. Najprej ga torej razložimo. Zelo pomemben del so pa tudi umiritvene vaje, ki jih tudi opravljamo. In sicer vemo, da je pač človeški možgani so res ena gmota misli, besed, dejanj in tako naprej, ki se stalno prepletajo. In da bomo uspeli dobro moliti, najprej se umirimo. No? Tukaj upravljamo tudi določene umiritvene vaje. Potem pa seveda to prekinemo in potem začnemo z molitvenim načinom, s prakso izvajanja tega molitvenega načina in potem vsak udeleženec potem dobi še en listek, ki mu rečemo tedensko delo, navodila, kako naj preživi naslednji teden in potem je potem še slovo. Ja? Tako da na tak način zgleda in to je res zelo sistematično in tukaj tudi je napisano tudi, naprimer, kako naj v tem tednu, zakaj se naj v posameznem tednu prizadevamo, kakšna naj bo naša vsakdanja duhovna drža. Naprimer, na začetku spoznam, da sem ljubljena hči našega očeta. Hvala ti, oče, tudi jaz te ljubim. Da to znaš v vsakem trenutku dneva tudi to reči in živeti to, da si zadovoljen, srečen. Ja, aj kaj lepšega? Ni, ne? Tako da, se pravi, en teden se pripravljate na srečanje in potem živite tisti teden in potem
pri srečanju to? Dobimo zopet novo temo, ki jo potem imamo in jo potem naslednji teden živimo. Mi, voditelji, se pripravljamo naprej, ker živimo en teden naprej z njimi, pred njimi, no, tako bom rekla. Potem oznanimo to srečanje, pa bomo rekla, živimo to srečanje z udeleženci in udeleženci potem dobijo domačo nalogo, če lahko tako rečem, da jo potem živijo ta teden potem. Mi se pa v tem tednu pripravljamo že za naslednji teden potem. Tako je pa res ta priprava na vodenje delavnic molitve in življenja. Zdaj sem te mička. Ja, je pa tudi nam zelo nas je oplemenitila knjiga, ki jo je Ignacio Larrañaga še preden je zapustil ta svet napisal, in sicer to je knjiga Nenehnost preobračanja voditelja. In sicer tukaj noter dejansko je priprava na vodenje, dejansko to, kar imamo mi tukaj v priročniku, dejansko povezano v molitvi. In mi to, ko se pripravljamo na to srečanje s pomočjo tega priročnika, Božje besede, molitvenika srečanje in pa s pomočjo te knjige Nenehnost preobračanja voditelja. Tako da to nam je zelo dragoceno. In zelo bogati nas, tudi voditelje zelo bogati. In pa seveda svetopismo, ne? Tako, ja. Svetopismo je osnova, tako kot Božja beseda in pa... Ja, tukaj bi omenila še, da v bistvu čisto na začetku, že na prvem srečanju, vsi udeleženci prejmejo takle kartonček, z bistvu kot kratko pedagogiko, kako naj se lotijo premišljevanja Božje besede. Zelo dragoceno priporočila, kako se je treba pred tem umiriti, kako pokličeš Svetega Duha, preden greš moliti, karkoli moliti, pa tudi prebirati svetopismo. Potem so tudi še taka praktična navodila, res, kako uporabljati svetopismo. Brat Ignacio je rekel, da se je odločil za to, zaradi tega, ker so veliko ljudje si kupili svetopismo celo, zelo navdušeno začeli ga prebirati, potem so ga pa odložili na polico in je tam čakalo na boljše čase. In on je bil mnenja, da zaradi tega, ker niso dobili enega takega navodila, kako uporabljati svetopismo. In tu na koncu, če lahko sem čisto na kratko, Božjo besedo beri počasi, z veseljem jo okušaj, srcem jo premišljuj, z razumom jo uporabljaj. Naj bo Božja beseda zate, luč, ki razsvetljuje tvojo pot, kruh, ki hrani tvojo dušo, pot, ki vodi k odrešenju, utrip, ki hrani tvojega duha, življenje, ki se nikoli ne konča. To dobijo udeleženci na začetku. In s tem potem tudi svoje svete pol ure, katerih tudi udeležence vabimo, da jo vsak dan imajo, na ta način potem premišljujejo Božjo besedo. Se pravi, najprej je premišljevanje, ki poteka cel teden, potem se to delijo. Je pa pomembna tista osebno izkustvo z Bogom in to je tiste svete pol ure, to je tisto, iz katerega udeleženci pa tudi voditelji živite. Na vsakem srečanju imamo tudi refleksijo. To se pravi, kot sem rekla v začetku, udeleženci povejo, kako so preživeli teden. In enostavno, marsikdaj rečemo mi voditelji, da mi prejmemo več, kot mi damo na vodenju. Zakaj? Ker v bistvu vsak človek na svoj način dojema to Božjo besedo. Za vsak dan imamo en odlomek iz Božje besede. In nekoga je nagovoril na tak način, drugega na drugačen način. In tisti ljudje, ki pač želijo podeliti z nami to razmišljanje, seveda to izrečejo pred vsemi in na ta način se vsi med sabo bogatimo. In tudi potem, ko imamo oznanilo
po oznanilu se seveda tudi povabimo udeležence, ali pa tudi pri Božji besedi, jih povabimo, da naj podelijo, kdor želi, da ne podeli z nami, kako ga je Božja beseda nagovorila, kako ga je to oznanilo od Ignacija Larnjaga nagovorilo, in tudi tukaj se bogatimo. In to so res neverjetna bogatstva, no, ki jih prejmemo, tudi voditelji, še posebej. Ja. Ja, v naših delavnicah v bistvu usmerjamo udeležence, da bi Božjo besedo res gledali kot eno živo stvar, da Bog skozi to besedo zdaj le govori meni. In če vzamemo današnji evangelij, ko Jezus sprašuje svoje učence, kaj pa vi pravite, kdo sem? Mene sprašuje, kaj pa ti praviš, kdo sem? Tudi tebe sprašuje. Kaj sem jaz za tebe? A imam jaz pomembno mesto v tvojem življenju ali ga nimam? To je danes mene nagovorilo tako. Tako učimo. No? Hvala lepa za vaše pričevanje. Tole je bilo zelo zanimivo. Na koncu smo rekli, da bomo naredili tudi eno vajo. Tako, izvedli bomo en molitveni način, pa ste povabljeni tudi vi gledalci, da v bistvu se nam kar pridružite. Na začetku bom povedala par besed o tem molitvenem načinu, ki se imenuje molitev sprejemanja. To je v bistvu molitveni način, ki ga naredimo z ostalim Jezusom. Z Jezusom, ki je živ tukaj zdaj med nami, tukaj v studiu in tudi pri vas doma. Vsi smo povezani v eno občestvo. Sestavljena je iz 3 delov. Lahko bi jih poimenovali Jezus me prevzema, drugi del Jezus me ozdravlja in v 3. delu Jezus me spreminja vase. V prvem delu bomo Jezusa s pomočjo stavkov, ki jih bova izgovarjale mi dve voditeljice in tudi na delavnici jih izvaja voditelj, bomo Jezusa povabili in mu dovolili, da vstopi v naše srce. S pomočjo teh stavkov, po vsakem stavku ostanemo kratek čas v tišini in dovolimo, da ta stavek nas prevzame, da odmeva v našem srcu. V drugem delu bomo Jezusa prosili, naj zdaj, ko je v nas, naredi red v nas, naj nas malo očisti, ozdravi naše bolezni, naše rane, obveže. Res skušam občutiti, kaj ta misel, ki jo bomo slišali, pomeni. Naj se to usede v naše srce. In počasi, ko Jezusu dovoljujem, da vstopa v moje srce, postane Jezus v mojem srcu živ. Postajam bolj podoben Jezusu. In to je cilj vsakega kristjana. To je cilj, zakaj molimo. Jezus želi to, da postajamo podobni njemu, da on dela po nas v tem svetu. V 3. delu pa na ta način, ko imamo Jezusa že v sebi, gremo nazaj v naše življenje. Pa vas zdaj kar povabim, da za ta molitveni način zavzamemo primerno telesno držo, to pomeni, da sedimo in naj bojo roke v drži sprejemanja. To pomeni, da so dlani obrnjene navzgor. Skozi te dlani vse izročamo in jih odpiramo Bogu, da on svoje milosti in blagoslove lahko daje skozi njih. Oči so lahko na pol zaprte ali pa čisto zaprte, da nas čim manj moti okolica. Mirno dihamo. Na stežaj odprimo vrata svoje notranjosti, da bi sprejeli Jezusa. On je umrl zaradi zvestobe. Oče ga je obudil od mrtvih. In zdaj je tu, živ, navzoč. Jezus je vzrok našega veselja,
in bo naš dokončni počitek. Njega, ki je obujen od mrtvih in ki obuja od mrtvih, z vsemi močmi sprejmimo v svojo notranjost. Prevzemi me, Gospod Jezus. Jezus, vstopi vame. Gospod, popolnoma vzemi v posest vse moje bitje, vse, kar sem, kar mislim, kar čutim in kar imam. Moj Gospod Jezus Kristus, vzemi, kar je najbolj moje, najbolj intimno v mojem bitju. Jezus, popolnoma me preplavi s svojo navzočnostjo. Razsvetli ta temni svet moje podzavesti. Jezus, prosim, da me ozdraviš. Jezus, ozdravi to rano, ki me tako skeli. Gospod, pogasi to jezo, ki me žge. Moj Gospod Jezus Kristus, preženi iz moje duše oblake strahov, tesnobe in zaskrbljenosti in razpni nad mano modrino svojega sinjega neba. Moj Gospod, odstrani iz mojega bitja sebična, zamerljiva, zavistna teženja in mi podari svoje ubogo in ponižno srce. Jezus, rad bi, da me spremeniš vase, zato ti iz dna srca pravim. Moj Gospod Jezus Kristus, zdaj sem odet v tvojo navzočnost in podobo. Zdaj jaz nisem več jaz, zdaj si ti, ki živiš v meni. Pojdiva domov na delo. Jezus, kako bi ti gledal tega človeka? Hočem ga gledati s tvojimi očmi.
Jezus, kako bi se ti odzval ob tej hudi novici? Naj se odzovem kakor ti. Jezus, kako bi ti ravnal v tej konfliktni situaciji? Kaj bi ti, Jezus, odvrnil, če bi ti rekli, kar so rekli meni? Kaj bi ti, Jezus, storil, če bi ti naredili to, kar so naredili meni? Moj Gospod, tvoji odzivi ne bodo moji odzivi. Tisti, ki gledajo mene, ne vidijo tebe, Gospod. Naj ne živim več jaz, ampak ti živi v meni in po meni. Naj postanem odsev tvoje podobe. Molitev bomo zaključili z molitvijo v luči tvoje podobe. Gospod Jezus Kristus, naj tvoja navzočnost popolnoma prepoji moje bitje in tvoja podoba naj se vžge v mojo notranjost, da bom mogel hoditi v luči tvoje podobe, misliti, kakor si mislil ti, čutiti, kakor si čutil ti, delovati, kakor si deloval ti, govoriti, kakor si govoril ti, sanjati,
kakor si sanjal ti, in ljubiti, kakor si ljubil ti. Da se podobno kot ti ne bom ukvarjal sam s seboj, da se bom mogel ukvarjati z drugimi, da bom brezčuten zase in bom čuteč za druge, da bom žrtvoval sebe in bom hkrati za druge opogumljanje in upanje. Naj bom kakor ti čuteč in usmiljen, potrpežljiv, blag in ponižen, iskren in resnicoljuben. Tvoji ljubljenci ubogi naj bodo moji ljubljenci, tvoji cilji moji cilji. Kdor bo videl mene, naj vidi tebe. Naj skozi me preseva tvoja bit, tvoja ljubezen. Amen. Tako, dragi gledalci, drage gledalke televizije Exodus, imeli smo čudovito izkustvo molitve, podarjanja, izročanja našega življenja. Vabim vas k naslednji oddaji. Videli bomo, kakšen način bomo tedaj spoznali. Nasvidenje do prihodnjič.